Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo v ormoško Severolandijo. Letošnja prinaša 11 dogodkov. Uradna otvoritev dogajanja je bila minuli torek. V otvoritvenem programu, ki so ga povezali z božičnim bazarjem, so sodelovali učenci osnovne in glasbene šole Ormož. Vse skupaj pa so naslovili Sreča je! Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci! Spet je leto naokoli in prišel je čas, ki je veselje predvsem za nas. Vsi otroci se ga veselimo in se skupaj z vami družiti želimo. Nekoč, nekje, se Severolandija rodila je. Ormož je z njo zaživel in naša srca je ogrel. Vse luči, ki so zasvetile, naj prinesejo nam sreče mile. Sreča je! Sreča je! Zame kruh, zate duh, za nekoga poljub, za otroka mama. Za dedka pižama, za mamo salama in za očeta reklama. In kaj je sreča za našega gospoda ravnatelja? Človek je težko srečen, če je obkrožen z ljudmi, ki niso srečni. In časi zdaj okrog praznikov so tisti časi, v katerih smo še bolj občutljivi na ljudi, ki nimajo te sreče, da bi bili srečni. In menim, da je prav, da smo celo leto občutljivi na to in osrečujemo ljudi okrog sebe. In ena izmed teh dejavnosti osrečevanja drugih je tudi, da jim namenimo pogovor, ali jih obiščemo, ali namenimo mogoče samo kako besedo, prijazno. Ena izmed teh je tudi, da smo se danes zbrali v tako čudovitem številu tukaj na odprtju Severolandije in zagotovo je to pokazatelj, da držimo skupaj, kar smo pokazali v preteklih dneh, ko smo uspešno zaključili dobrodelno barvanje naše šole in s tem poklonili našim učencem, vašim otrokom, srečo v očeh, srečo oziroma zadovoljstvo. Tako da želim vam v prihodnjem letu, ki prihaja med nas, veliko sreče, kajti človek je lahko srečen samo takrat, ko je zdrav, ko se dobro počuti in je v bližini oziroma v toplini ljudi, ki ga imajo radi oziroma kateri so okrog njega srečni. Tako da želim vam veliko sreče. Severolandija je skupno ime za decembrska dogajanja v Ormožu. Vse skupaj se je začelo že 3. decembra, ko je bilo odprtje drsališča, zaključilo pa se bo z velikim silvestrovanjem na prostem. Letos Severolandija prinaša 11 dogodkov, v katerih bo vsega, od petja do plesa, muziciranja ter igrane predstave in podobno. Kar bodo pač pripravili otroci iz vseh šol in vrtcev v občini, gimnazija, mladinski center, grajski center za družine, muzej in javni zavod za turizem, kulturo in šport. V torek 17. pa bo med nastopajočimi tudi zvezda šova Znan obraz imaj svoj glas, sicer naš domačin Srdjan Milovanovič.
Severolandijo sta odprla župan Danijel Vrbnjak in otroška županja Žana Mari Kaloh. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni v imenu občine Ormož v okviru Ormoške Severolandije na tej prelepi prireditvi ob tako zbrani množici. Lepo pozdravljeni. Z dogodki v okviru Severolandije vas želimo tudi letos popeljati v prednovoletno vzdušje. To je nekako v čas, ko te naše misli malce ustavimo, vrvenju vsakdana in si pogosteje vzamemo čas za ljudi, ki nam veliko pomenijo. Nam mladim veliko pomeni družina. Veliko nam pomenijo prijatelji, a nikakor ne smemo pozabiti tiste, s katerimi preživimo večino dneva. To so naši sošolci in učitelji. A v letošnjem letu smo v naše bivanje in sodelovanje odprli tudi širše. Povezali smo se učenci znotraj vse občine. Župan občine Ormož, gospod Danijel Vrbnjak, je namreč uresničil svojo obljubo o vključevanju mladih v družbeno in politično življenje. In tako se je to jesen prvič sestal otroški občinski svet. Vanj smo vključeni predstavniki vseh ormoških osnovnih šol. Otroška županja, ki je tukaj ob meni, je učenka 8. razreda osnovne šole Ormož, Žana Mari Kaloh. Vedno sem poudarjal, da moramo vključiti vse generacije v odločanje o tem, kam in kako želimo razviti občino. Spoštujemo odločitve naših najmlajših, naj povedo, kaj si mislijo, kaj si želijo in njihove usmeritve bomo tudi upoštevali. Prepričan pa sem vsekakor, da nam bo sodelovanje odraslih in otrok ponudilo še večje možnosti, da skupaj delamo za dobro naše skupne prihodnosti. Cenimo zavzetost in odprtost našega župana Danijela Vrbnjaka za naše ideje in pobude, za nove načine sodelovanja in iskanja skupnega dialoga. Prepričana sem, da sta dialog in zavzemanje za kakovost učnega sistema strani našega ravnatelja Aleksandra Štrmana ter podpora strani občine Ormož ključna v mozaiku uspešnega razvoja nas učencev in posledično širše družbe. Razmislek o povezovanju naših odločitev in idej mladih me bo v koncu leta z dobrimi občutki peljal v prihodnost, v kateri naj ne manjka dobre volje in ustvarjanja pozitivnega. V predprazničnem in prazničnem decembru vam želim, da bi bili ti dnevi napolnjeni s trenutki sreče in miline, v katerih le radostno pripremo oči in si globoko v srcu zaželimo, da ne mine. Naj toplina prazničnih luči ogreje naša srca, naj napolni z nasmehom, naj zaželi iskrena in topla človeška ljubezen. Naj dlan seže v dlan, naj bo prijeten dan. Naj luči iz dreves in trgov se naselijo v naša srca, naj se razširja svetloba misli in dobrih dejanj. V novem letu vam želim, da si zastavljate zase pomembne cilje, da osvajate zanimive izkušnje in dosežete izjemne dosežke. Ob vsem povedanem vam tudi želim, da bi v letu, ki prihaja, nosili v sebi mir, da bi mnogo dobrih srečic doživeli, da bi zdravje vam služilo, da bi radi se imeli. Severolandija je s tem uradno odprta.
sonce riše moj korak, delim ljubezen, diham jo kot zrak. Če tudi padem, kdaj je vse okej. Življenje ritem vodi me naprej, ker sreča je v malih je stvari. In prav nič me ne stane, le tvoj nasmeh. Sreča je v meni, v tebi, vsi, tu okoli mene, v dobrih je ljudi. Objamem te, objameš me nazaj, ker tole tukaj šteje, tukaj zdaj. Poljubim te, poljubiš me še bolj, ko je ljubezen nikdar ni dovolj. Ker sreča je v malih je stvari, skriva se v tebi, v tvojih je očih. Sreča je v meni, v tebi, vsi, v tvojih je dlanih. Srečna sem, ko imam prosti dan z družino. Sreča je kot metulj, ki ga ne moreš ujeti. Če pa mirno obsediš, lahko sede nate. Sreča je nekaj najlepšega v življenju. Ne rabiš denarja in drugih skrbi. Ker če si srečen, je to največje bogastvo. Zelo sem srečna, ko so počitnice. Sreča je občutek, ki naredi življenje lepše. Srečna sem, ko nekaj dosežem. Sreča je mir. Sreča je, ko me nekdo objame. Sreča je občutek, ki ga čutiš, ko si s kom, ki je tvoj prijatelj. Srečna sem, ko so šolkami in družino praznujem rojstni dan. To vse je sreča za nas, mogoče tudi za vas. Zdaj je prav tisti čas, ko si stisnemo roke in srečo podarimo v vsako srce. Zato se nasmejte, srečo delite in se veselite. Prišel je trenutek, ki smo ga nestrpno pričakovali. Trenutek, ko bomo lahko pokazali, kako spretni so bili naši prstki. Skupaj smo ustvarili številne izdelke, ki izražajo ustvarjalnost učencev in bodo polepšali marsikateri dom. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem učencem, ki so sodelovali pri izdelavi izdelkov, in tudi vsem vam, naši starši, sorodniki, prijatelji, ki ste se udeležili tega prekrasnega dogodka. Seveda pa se zahvaljujem za dobro delo in sodelovanje tudi vsem učiteljem, ki tvorijo jedro naše šole, nam predaja ogromno znanj in izkušenj. V nadaljevanju vas vabim, da si ogledate naše izdelke in nam namenite tudi kakšen dobrodelni prispevek. Prispevki bodo namenjeni ureditvi našega šolskega atrija, saj si učenci želimo, da le-ta dobi novo podobo, morda tudi nove prebivalce. Naš praznični bazar je s tem odprt. Vljudno vabljeni k našim stojnicam, kjer vas že čakajo učenci in izdelki. In res, težko bi bilo opisati vse, kar se je našlo na številnih stojnicah, še težje pa oceniti število zbranih, ki so obiskali prireditev, sploh pa obiskali bogato obložene stojnice. Šolarji so se potrudili po najboljših močeh, tako da je gotovo vsak od obiskovalcev našel nekaj zase. Ormoška tržnica v prenovljeni obliki delovanja letos praznuje 5 let. Jubilej so ponudniki s svojimi strankami proslavili minuli petek, ki je sicer običajen dan za trženje. Oblike tržnic imajo sicer v Ormožu že dolgo tradicijo. Včasih je tržnica delovala pod okriljem krajevne skupnosti, potem pod okriljem komunalnega podjetja. Zadnja leta pa za tržnico skrbi občina oziroma oddelek za upravljanje s občinskim premoženjem. Anita, na nek način ta tržnica uspeva pod tvojim vodstvom vsa ta leta?
Ja, pod mojim vodstvom že, ampak eden sam ni nič. Dejansko smo ekipa, ki se družimo večinoma ob petkih med 8 in 12 uro v teh prostorih. Prav tako ob sredah med 15 in 18 uro in seveda vsak je del naše zgodbe in pomemben, da dejansko uporablja te prostore in da je dejansko tako vzdušje, kot ga smo danes doživeli tukaj. No, včasih se zdi, da je celo premajhna ta tržnica. Ja, res je. Danes imamo celo 2 novi ponudnici, ki bosta od danes naprej tudi tu prodajali. Je pa res, da so nekateri prenehali prodajati, ker dejansko nimajo več pridelkov in izdelkov. Tako da se je vse nekako izšlo. Izkoriščamo tudi prostore v sredini tržnice, da dodajamo prodajne mize, da bi pač dejansko dali čim večjim ponudnikom možnosti, da lahko prodajajo. In tako na novo organizirana tržnica praznuje 5 let delovanja. Kar nekaj ponudnikov je, ki na tržnico prihajajo vsak petek, kajti povpraševanje po doma pridelanih izdelkih je vse večje, kar razveseljuje organizatorje tržnice, pa seveda še bolj ponudnike. Tako da strank na tržni dan v petek ne manjka. Ja, so se kar navadili. Mislim, da se tržnica dobro obnesla, da je čeduže več kupcev, ki kar pridno hodijo na tržnico. Vaša ponudba je standardna, ne? Sadni kruhi, potem Pogače, medena potica, mašinski keksi. Gnes sem spekla tudi 130 parklov, tako da vsakši je dobil paket, vsakši kupec. Aha, za darilo? Ja, če je gnes Mikloševo, te pa treba za Mikloša nekaj dati. Upam, da boste še veliko let prihajali s temi vašimi dobrotami. Ja, če da mi Bog da zdravje, da me to veseli, te bom. Kmetija Sever je vedno tukaj prisotna, že na stari tržnici ste bili. Kako se obnese prodaja tako, v živo? Dobro, zelo dobro. Ste zadovoljni torej? Ja, vsaki petek pridemo sem, kupci so tudi zadovoljni in to je to. No in kako vam je všeč nova lokacija sedaj tukaj? Dobro. Je kupcev vedno več ali kako se vse? Več je tega. So se navadili, ne, in prav pride. Ja, se vidite danes, koliko jih je, ne? In kaj vse imate v ponudbi? V ponudbi imam domačega piščanca, bedra, prsa, krila, hrbte, jetrica. Vse domače in pristno, ne? Ja. Od novembra lansko leto imamo v Ormožu tudi novo tržnico. Ta je dogajanje prenesla v center mesta, ponudnikom pa prinesla boljše pogoje trženja. Vi ste eden izmed tistih, ki ste vsa leta vztrajni na tej ormoški tržnici. Kako se vam zdi sedaj, ko ste v novih prostorih? Razlika je pač, da nas ne zebe. To je ključna razlika. Drugo pa si pač treba ustvariti, je odvisno od kupcev, odvisno od nas, odvisno od dosti različnih faktorjev. Drugačne je, tako bom rekel, drugače je. No in se vam zdi, se je udomačila tržnica v Ormožu, na začetku je verjetno bilo bolj slabo, ne? Na splošno v slovenskem prostoru je trend za lokalno. Dejstvo je, da so kupci, bom rekel zdaj, populacija, v glavnem že tista, ko pozna duh in dušo podeželja pa kmetije, bo pa trebalo v bodoče ogromno delati z najrazličnejšimi marketinškimi pristopi, da se osvojijo srca mladih in teh, ko so danes v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Da se jih prepriča, ne? Ne, da se jih prepriča, ampak da v tej smeri, da se na njihov način njim ponudi, da spoznajo, kaj se jim nudi. Hvala lepa, veliko uspeha vam želim. Hvala, iz vaših ust v božja ušesa. Ob jubileju sta tržnico obiskala tudi župan Danijel Vrbnjak in direktorica občinske uprave Milena Debeljak. To je bila tudi priložnost, da pa župana povprašamo o presenetljivo lepo okrašenem mestu in načrtih v zvezi s tem.
Jaz mislim, da odlično deluje, tudi odzive strank pa vseh ostalih, tudi vseh, ki ponujajo. Moram reči, da je zelo dobro zaživelo. Tudi, bom rekel, sodelovanje med občino pa vsemi, ki kakorkoli tukaj delujejo, je dober. In to je neka nova zgodba, stara nova zgodba, malo preseljena, ampak moram reči, da pa se v pravo smer razvija. Tako da ti vsi naši domači ponudniki pa tudi druge svoje izdelke lahko prodajajo, tako da nekako zadeva zaokroži. Tudi vi kdaj kaj kupite na tej tržnici? Pridem kdaj pa kdaj, po redko sicer bi verjetno bolj pogosto mogel, ampak moram pa reči, da je ponudba zelo dobra, ne? Od mesnih izdelkov, kruha, zelenjave, sladkih izdelkov, vsega se najde, tako da se splača, no, priti na tržnico v Ormož. No, morda še beseda dve o letošnji okrasitvi mesta. Čigava je bila ideja za to izvrstno okrasitev? Bomo rekli, vsi skupaj smo malo pretli, želeli smo neke spremembe napraviti, želeli smo neki novi pridih. Moram reči, da to je za letos, za naslednja leta pa še študiramo nekaj več. Tudi moram reči, da smo tudi ljudi že malo angažirali, da smo malo zarisali okrog nadgradnje naše Severolandije. Tudi tam smo neki napredek že letos napravili, ampak radi bi še bolj nekako park vključili v to zadevo, tudi to grejsko pristavo, tudi še dodatno ponudbo napravili, tudi kar se tiče Karenčevega trga, še mogoče boljše, pa še mogoče več okrasili. Tako da, jaz pravim tako, mi ko smo se prvič dobili, sem rekel naslednje, ne, tam na Ptuju vidimo oglas, da jih vabijo v Varaždin na ogled, zakaj pa ne bi kdaj iz Ptuja organizirali kakšnega izleta v Ormož. To jaz mislim, da je ena izmed pomembnih lahko dejavnosti tudi v Ormožu. To je en mesec praznovanja, decembra. Poleg nas še se lahko mesto kdo drugi ogleda in je ne samo z, bomo rekli, prodajnega stališča ali pa ponudbenega nas, ampak tudi marsikdo lahko tudi kot tržni interes najde v tem in mislim, da na tem moramo v prihodnje leta tudi graditi. No, veliko jih je tistih, ki jim ni najbolj všeč smreka v obliki flaše, eni smo za, drugi so proti, tako pač to je v življenju, ampak kako ste prišli na idejo, kako ste prišli do te smreke? Zdaj, želeli, tako sem že povedal, želeli smo nekaj novega. Tudi smo nekako, ko smo kje vse skupaj postaviti, nam je nekako najbolj do zaključka prišlo, da Severolandija bo zdaj tam, ko stoji, da se novo leto praznuje ob grejski pristave, da bomo tudi tisto zelenico pred glasbeno šolo oziroma muzejem tudi okrasili in tako se nam je nekako najbolj zdelo, da tudi smreka naša tudi pa še najboljša tja. Zdaj pa kaj ponudite tudi na Karenčevega trgu, da nekako zapolnimo še bolj, da damo tudi neki naš pridih in takrat se je tudi, bomo rekli, pojavila ponudba, če želimo postaviti kje to flašo. Ne smo dolgo študirali, namreč moje mnenje. Jaz vem, da je bilo okrog tega kar nekaj polemik, ampak vseeno se moramo nekaj zavedati. Smo v vinorodnem okolišu in flaša, steklenica nam mora biti ponos. To ne smemo vzeti kot, da je to povezano z pijanščino ali pa z navadami, da želimo kogarkoli navaditi na alkohol. To je naš ponos, na katerem moramo graditi. K nam hodijo ljudje, da poizkušajo vrhunska kvalitetna vina, vrhunsko kvalitetno kulinariko in to je tisto, kar smo tudi želeli napraviti. Marsikera lepa slika je s tem nastala, zaokrožila tudi preko družbenih omrežij in to je to. To je promocija, to je nekaj novega, to so nekaj novi premiki, mogoče tudi med vsemi nami, da ponudimo nekaj drugega, kar drugi nimajo in na tem bomo delali. Pa še enkrat pogled na petkovo ponudbo na tržnici. Poleg stalne petkove ponudbe, različne zelenjave, domačega kruha in slastnih gibanic, klobas, pasirnih izdelkov, perutnine domačih jajc in testenin, keksov, peciva ter še in še, so ponudbo na ormoški tržnici minuli petek bogatili tudi izdelki učencev osnovne šole Stanka Vraza in možnost glasovanja za najboljšo risbico. Na tržnici se v petek s izključno lokalnimi pridelki in izdelki predstavilo kar 11 ponudnikov. Med njimi tudi Marija Štuhec iz kmetije Štuhec iz Svetega Tomaža, ki jo imenujejo tudi mati tržnice. Prav Marija Štuhec je bila namreč tista, ki je pred 5 leti prišla na idejo o oživitvi ormoške tržnice. In kot je videti danes, je ideja bila več kot odlična.
Društvo kmečkih žena je letos presenetilo z adventno razstavo, ki na ogled prinaša vrsto prelepih izdelkov, ki običajno krasijo adventni čas po domovih. Razstava je na ogled ob petkih v prostorih nekdanje blagovnice Tima v centru Ormoža. Znano je, da Društvo ormoških kmečkih žena v sodelovanju s Kmetijsko-svetovalno službo Ormož v času martinovanja pripravi razstavo pridnih rok. Gre za bogato razstavo, ki si jo z navdušenjem vsako leto ogleda vse več obiskovalcev. Letos pa je Društvo kmečkih žena razveselilo še s adventno razstavo, ki je v petkih dopoldne na ogled v prostorih nekdanje blagovnice Tima. Razstava je nastala na pobudo veščih domačink. Lahko rečem na pobudo članic Društva kmečkih žena, ker so želele, da imajo nekatere tudi pripravljene jaslice, več različnih, iz različnih materialov. Potem pa smo rekli, to ne paše v Martinovo razstavo, naj bo tematsko, takrat naj bo ena. Potem pa je prišlo do te ideje, da imamo prvo tečaj adventnih venčkov in na to pa tudi to razstavo ročnih del in pa vsega tega, kar naše članice in pa tudi tiste, ki niso članice, so se zdaj nam pridružile. Gre torej za prvo takšno razstavo, s katero ste nas v tem času počastile, ne, v adventnem oziroma božičnem času. Ja, mislim, da je to res posebna razstava, kar nekaj zelo dosti truda je vloženega v to razstavo in pa v te izdelke. Prav pa bi bilo, da nas tudi ljudje počastijo, da si pridejo, pogledajo to razstavo, ker se mi zdi, da je res čudovita in pa enkratna. In koliko je v bistvu razstavljavk? Ja, bi lahko rekla, da ne dosti, ne? To 10 do 20. Imajo pa kar dosti teh ročnih del, izdelkov, potem te jaslice, jaslice pa so kar iz različnih materialov. Od gline, kvačkanja, iz volne in pa iz drugih materialov, potem filcanja in pa mislim, da so 4, kar iz papirja. No, širino domišljije, ne, teh vaših članic je pravzaprav težko izmeriti, bi lahko rekli. Tako je, niti sama ne vem, kaj vse imajo. Ko pridejo sem, ja, jaz pa še imam to, pa druga pride z drugo idejo. Tako da tako razstavo lahko vsi skupaj samo lahko delamo, ne pa eden sam, torej to nas druži. Težko je opisati, kaj vse se lahko vidi na razstavi, ki v bistvu prinaša vso toplino pristne gospodinje s polno domišljije in spretnih rok. Pripravile pa so tudi kotiček, ki spominja na neke davne čase, ko je svet bil še veliko bolj preprost. Vsi ti izdelki me spominjajo, kot je bilo nekoč. Tu je hiška, ki je bila pri naših babicah, dedkih, in tako smo jo tudi zdaj lepo priredili. Vse je bolj skromno, vse je tako, kot je bilo nekdaj. Silva Kelemina s Huma je sicer dobro znana po številnih unikatnih izdelkih iz volne, ki jo dajejo ovce, ki jih goji doma. Jaz praktično delam vse, ne. Štrikam, kvačkam, filcam, vse delam iz volne. Iz volne se da narediti vse. Veliko teh Silvinih izdelkov se je tako dalo videti tudi na razstavi. Večina izdelkov na razstavi pa je bilo možno tudi kupiti in si s kakšnim polepšati praznični dom. Še čas, da razstavo obiščete. Na ogled bo še v petek 13. in v petek 20. decembra od 8. do 12. ure. Verjeti je, da vas bo učarala in da boste našli kaj malega zase. Po odprtju novega medgeneracijskega centra iz Svetega Tomaža prihaja še ena razveseljiva novica. Ta teden si bodo domačini premierno lahko ogledali dokumentarno igrani film o življenju in delu rojaka Franca Ksavra Meška Tihi večeri. V organizaciji Tomaževske turistične pisarne so nastajanje filma predstavili na tiskovni konferenci. Na tiskovni konferenci so sodelovali Blanka Kosi-Ravšl iz Tomaževske turistične pisarne, ki se je v igranem delu filma izkazala tudi kot igralka.
domači župan Mirko Cvetko, producent in režiser filma David Sipuš in igralec, ki je upodobil Franca Ksavra Meška, Dejan Kikec. Župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko je spomnil na prve zamisli o filmu. Danes mi nekako uhajajo misli 3 leta nazaj, kar dobre 3 leta nazaj, ko smo se tudi na naši občini nekako poskušali začeti pogovarjati o tem, da bi v znak spoštovanja, predvsem pa v znak spoštovanja do naše preteklosti, naredili nekaj velikega, jaz temu rečem zelo velikega, da nekako podoživimo življenje naših 2 pomembnih pisateljev, duhovnikov, ki sta pravzaprav identiteta svetega Tomaža in sta jo tudi ponesla v svet, ne samo v Slovenijo kot takšno, ampak tudi preko meja. Danes je priložnost, da se še posebej zahvalim današnjemu režiserju tega igranega filma, ki me je takrat tudi sam nagovoril. Vidim, da tudi zaradi tega, ker globoko ceni tako gospoda Meška kot gospoda Cankarja, in sem danes res hvaležen, da je do te zadeve prišlo. Namreč vedeti moramo, da snemanje filma ni enostavna stvar, da je povezana z marsikaterimi ne samo stroški, ampak tudi drugimi dejavniki, ki tako ali drugače morajo biti pokriti, če hočemo, da zadeva uspe. Danes sem zelo vesel, da vam lahko predstavljamo najavo tega igrano-dokumentarnega filma tukaj pri Svetem Tomažu kot prva premiera vseh premier, ki bodo sledile tako v Ormožu kot tudi v Slovenj Gradcu. In mi dovolite, da se tudi zahvalim istočasno občini Ormož in pa občini Slovenj Gradec, ki sta prisluhnili tej naši želji, temu, bi rekli, našemu skupnemu cilju, da našega Meška in pa Cankarja tudi na tak način obeležimo in jim damo še posebno mesto v našem prostoru tukaj pri Svetem Tomažu. Film je dolg 55 minut, prvih 20 minut je igran del, drugi del pa predstavlja dokumentarno pripoved o življenju in delu Franca Ksavra Meška. Dokumentarni film, da samo tako malenkost začrtam tole okvirno zgodbo, torej gotovo je v ospredju njegovo življenje, torej gre za precej biografski film, ampak če povem, da je biografski na tak način, da pravzaprav ne omenimo nobene letnice. Torej, o Francu Ksavru Mešku lahko gremo na internet, preberemo vse letnice, kdaj se je rodil, kdaj je umrl, kdaj je postal novomašnik, kdaj je izšla katera njegova knjiga, ampak poskušamo pa predvsem začutiti njega kot pisatelja, njega kot duhovnika, njega kot človeka, kaj ga je pravzaprav zaznamovalo že v otroštvu, ko se je rodil tule v Prlekiji, in potem kasneje, ko je deloval na danes avstrijski Koroški in potem zadnjih 40 let skoraj na slovenski Koroški oziroma na selah pri Slovenj Gradcu. Tako da ta dokumentarni film pravzaprav raziskuje ta njegov karakter, bil je precej samotarski človek po eni strani, po drugi strani je pa vseeno rabo eno družbo. Ljudje, ki se ga spominjajo, nekateri se ga še spominjajo in njihove zapise oziroma njihove intervjuje smo uspeli celo posnet, se ga spomnijo kot zelo prijetnega človeka. Tako da ta njegova samotarskost po eni strani se pa na drugi strani malce tepe s tem, da je pa vseeno rad bil med ljudmi, rad poslušal njihove zgodbe in te zgodbe prelival v povesti in zgodbe, ki jih je pisal v knjigah. V tem okvirnem dokumentarnem delu je zgodba malce tudi moja, torej kot smo na začetku omenili, je to moj prastric po očetovi in potem po omini strani, sem jaz torej njegov pranečak. In o njem sem pravzaprav že izvedel v otroštvu, imeli smo doma te njegove knjige, nisem prebral vseh, ampak zelo dobro se pa spomnim recimo Poljančevega Censka in teh drugih zgodb za mladino, ki sem jih takrat že prebral. In v dokumentarnem delu pravzaprav spremljamo fantka, ki pride k babici in na podstrešju odkriva razne stare knjige, ki so povezane z Meškom, razne neke artefakte, ki potem popeljajo gledalca v različna obdobja Franca Ksavra Meška in njegovega življenja in delovanja. Po drugi strani pa v okvirnem delu oziroma v tem dokumentarnem delu spremljamo tudi snemalca filma o Francu Ksavru Mešku,
ki ga v tem delu odigra Miha Rodman, dramski igralec, ki se sprehaja po teh krajih, kjer je Meško živel, kjer je deloval, in se pravzaprav srečuje z ljudmi. Tako, po eni strani se mi zdi zelo zanimivo prepletati pravzaprav film z knjigo, z zgodbami in ravno iz tega prepleta vsega tega nastane potem tale igrani del filma, ki pa je nosi podnaslov Onkraj Poljan, kjer smo pa Franca Ksavra Meška poskušali spoznati skozi njegova dela. Torej, z scenaristom Matjažem Fegušem smo se poglobili to, kar je Franc Ksaver pisal, kakšne motive je uporabljal v svojih povestih, kaj je pri njemu predstavljala vas, kakšni so bili fantje v njegovih zgodbah, kakšna so bila dekleta. In iz tega smo naredili pravzaprav novo zgodbo. Nismo ene njegove zgodbe vzeli in jo samo pretopili v film, ampak smo nekako te motive iz vseh njegovih povesti in njegove neke teme, ki jih obravnava, pretopili v to novo zgodbo Onkraj Poljan. Ta zgodba pa pravzaprav govori o Tinetu in Manci, ki jo je oče zapustil in najbrž šel nekam čez lužo s trebuhom za kruhom, za boljšim življenjem, ampak ona dva sta sedaj pač prepuščena krušnim staršem, kjer ne živita ravno dobro. In Tine, ta glavni igralec, oziroma to je ime lika, Tjan Premzl ga je odigral, punco Manco je pa odigrala Alja Horvat, tule domačinka, se odloči, torej fant se odloči, da bo temu naredil konec. On je pravzaprav pri krušnih starših že dobesedno mučen in si reče, da bo tisti denar, ki ga je oče zapustil njima, ki ga sedaj sicer nimata oziroma ga krušni starši ne uporabljajo za blagostanje njiju, našel in šel poiskati očeta, da bo ju rešil te nesrečne situacije, v katero sta postavljena. Seveda to njegovo dejanje, da poišče ta denar, ga vzame in poskuša oditi čez lužo za očetom, med vaščani vzburi nemir, vmes pa poseže tudi Franc Ksaver Meško, lokalni župnik, ki stopi pravzaprav na stran tega otroka oziroma teh dveh otrok, kjer se vidi, da pač res ta situacija, v katero sta postavljena, si je ne zaslužita oziroma da bi se jim res moglo boljše goditi. In tale neka zmeda v vasi, ki nastane, vaščani, ki se postavljajo na stran krušnih staršev, ker sta vseeno otroka kradljivca, a po drugi strani Franca Ksavra Meška oziroma župnika, ki poskuša na vse skupaj pogledati bolj stališča pravičnosti, naredi celoten ta 20-minutni igrani del kar eno tako zanimivo dogodivščino. Snemali smo ga veliko tukaj v domačih krajih, tole v Prlekiji, okoli Svetega Tomaža, tudi v Svetem Tomažu tale cerkev je uporabljena kot cerkev, v kateri deluje Franc Ksaver Meško, recimo v Dominkovi domačiji, v Šoštaričevi kovačnici, potem v muzeju na prostem v Rogatcu. Tako res smo mogli najti zanimive prostore in lokacije, da uprizorimo tole 100 let staro zgodbo. In mislim, da nam je kar dobro ratalo, zdaj z veliko enih pomoči strani lokalnih ljudi, ki so pripomogli tudi s tem, da so odigrali kdaj kako bolj masovno sceno, kjer je treba bilo več statistov, pa do tega, da so nam prišli na roko, da smo recimo zakurili kres, da smo našli lokacije, da smo našli obleke. 7 dni oziroma 8 dni je to snemanje potekalo v lanskem letu 2018, potem pa vsa ta postprodukcija pa potem trajala skozi letošnje leto. Ta igrani film je zaenkrat je bil končan pravzaprav že enkrat sredi poletja, zato ker pač sta dva dela, ki sta skoraj da nastajala vzporedno oziroma se prepletata, ampak smo se lotili vsakega skoraj da z malce različno verzijo ekipe. In v zadnjih mesecih Onkraj Poljan oziroma igrani
igrani del filma potuje tudi že po festivalih. Ravno pred parimi dnevi sem zvedel, da je dobil na enem festivalu v Italiji, na filmskem festivalu, nagrado za najboljšega otroškega igralca, tako da Tjan Premzl je dobil že nagrado, pa tudi za najboljši film na tistem festivalu. Tako da festivalu je zdaj že 6, kjer je bil sprejet, na 3 je dobil take nagrade kot tole, tako da smo zelo ponosni, da bo pa zdaj tule se ta film predvajal in že z eno potrditvijo iz tujine začel svojo slovensko pot. Prvo tule v Svetem Tomažu, kjer smo zelo veseli, da se je ena občina res tako zagrela, da smo zdaj že konec 2019 uspeli organizirati premiero, potem pa v naslednjem letu še v ostalih občinah, ki so film podprle, in tudi mogoče krajih, ki so povezane z Francom Ksavrom Meškom. V igranem delu filma je vlogo Franca Ksavra Meška, ki mu je segla do srca, kot pravi, odigral mariborski igralec Dejan Kikec. V glavnem, ko sem dobil scenarij, moram najprej okrog scenarija nekaj reči, namreč ta se me zelo dotaknil. Že na sami audiciji sem tudi nekaj okrog tega povedal. Namreč zgodba je tako žalostna, a po drugi strani tako resnična. V bistvu, da otroci morajo nositi breme, bi rekel, tega težkega življenja, ki je pač v tistem času bilo, in da so morali v bistvu preživeti to, kar vidimo v filmu, oziroma boste še videli. Jaz sem že ob črkah, ki so bile napisane na tem papirju, dobil solzne oči. Že zdaj, ko se spominjam, mi pridejo solze do oči. Namreč, ko vidimo to trpljenje, da lahko sploh obstaja takšen način, bi rekel, zatiranja. To je, bi rekel, mislim, jaz sploh si nisem znal predstavljati, da je to lahko bilo možno. Župnik Franc Ksaver Meško in pisatelj torej stopi v bran tem otrokom, predvsem govorimo o glavnem liku, tem fantu. In res z veseljem sem odigral ta lik in sem ponosen na to, da sem ga lahko odigral. Domačinka Blanka Kosi-Ravšl iz domače turistične pisarne v igranem delu filma nastopi kot krušna mati Manci in Tinetu. Jaz bom se sicer še navezala sedaj na gospoda Dejana, ki je res zadevo tako lepo predstavil. Glede na to, da sem tudi jaz odigrala vlogo v tem igranem filmu, sem prav tako kot on, ko sem brala scenarij, se me že takrat v bistvu, so se me te besede dotaknile in dejansko je ta igrani del en splet, preplet enih emocij, čustev in verjamem, da bo v marsikaterem gledalcu res vzbudil vse to. Jaz sem sicer odigrala ravno nasprotno vlogo gospoda Dejana, jaz sem bila tisti krušni starš, ampak nekdo tudi mora pač te stvari odigrati. Potem na tem mestu bi se zahvalila še enkrat Davidu in pa celotni ekipi Studia Sipoš, da so videli v tem nek potencial, da so videli v naših krajih primerne prostore, da so tudi veliko naših ljudi, naših domačinov nekako bom rekla, da so jih povzeli oziroma da so jim dovolili nastopiti oziroma sodelovati v filmih, ker prav to, bom rekla, je pokazatelj, da tudi nam, domačinom, ljudem ogromno pomeni kulturna dediščina, v tem primeru seveda Ksaver Meško in vsa njegova dela. Toliko bolj so ponosni na rojaka Franca Ksavra Meška in končno tudi na vse, kar gre v prid turistični ponudbi in dobremu glasu, ki tudi s takšnim filmom širi glas o vseh lepotah Svetega Tomaža in okolice. Dokumentarno igrani film si bodo v Svetem Tomažu premierno ogledali
ta petek ob 20. uri v šolski telovadnici. Gotovo pa bo kmalu na ogled tudi v Ormožu. Oša so tudi šli. Ja, Tina, pa se ne do več vrnuli. Bojim se, da jih nega več. Ej, dragi moji, prečudežno je življenje tam zunaj v lepem svetu. Tam vune nisi nikdar žejen, pa nikdar lačen. Dolga je pot do tja. Ni čuda, da je tvoj oče prodal kmetijo. Da je sploh lahko šel. Skrbi me za Tinato, tak namiranja zadnja cajta. Mina, kaj počnete z otrokom? Kaj pa vi veste? Nič me nije pita, samo naprta mi idva, ja. Samo še tebe nicamo. Kaj ti nije nič več za noj? Kaj si se že tak navodila na vse to? Stavta jih, lopove! Lopove! Ko hejaš, te vsi veselo ploskajo, pa mečejo za teboj gnar. In tak, dragi moji, je na tujem. Sedaj pa se odpravljamo v Miklavž pri Ormožu. Glede na ime kraja je miklavževanje tam velik dogodek. Letos so praznik obeležili z Miklavževim sejmom. Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu, tamkajšnja osnovna šola s podružnico na Kogu in kulturno-turistično društvo Miklavž pri Ormožu so minuli teden na parkirišču ob šoli pripravili Miklavžev sejem. Kljub hladnemu večeru se je na dogodku zbrala množica domačinov in gostov. Tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak ni manjkal. Tudi podžupanja Irma Murat in direktorica ormoške občinske uprave Milena Debeljak sta bili zraven. V bistvu pa je vsa bila ena sama pesem. Kulturni program pa je potekal tako, da je najprej nastopil gostujoči pevski zbor iz osnovne šole Sveti Tomaž. Potem so se mu pridružili še člani zbora osnovne šole Miklavž pri Ormožu.
Potem pa še zbor podružnične šole na Kogu. Pozneje je šolarji zapel še mešani pevski zbor Kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Pevce je spremljal šolski bend. Vse prepevanje pa je potekalo pod vodstvom zborovodje Lejona Laha. Zbrane je najprej pozdravil tudi predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Boštjan Kosanč, ki je poudaril, da gre samo še za eno prireditev, ko vsa društva, krajevna skupnost in šola stopijo skupaj, kar se seveda vedno obnese. Zelo vesel sem in prav je tako, da smo se danes tukaj zbrali, ampak vseeno pa bi en veliki aplavz namenili Lidiji pa Leone, ki sta pridno celi teden to spravljala v kup, pa ka smo lahko to tako lepo tu pričarali pri Miklavžih. Tako da prosim za en veliki aplavz za Idlo. Ta Miklavževski sejem sem nekako res z Lidijo bil že v začetku leta v kontaktu in smo si rekli nekaj moramo pri Miklavžih narediti. In prav to smo, skaj je danes večer tukaj, kot vidite, da Miklavževčari še stopimo skupaj, pridemo na take prireditve in pa seveda tudi vemo nekaj narediti. Tako da na prvem tem dogodku danes mislim, da je res sem presenečen, da ste prišli v takem številu in upam, da bo se ta projekt nadaljeval v naslednje leta še naprej. In ni dvoma, da jim je to tudi zelo dobro uspelo. Predsednica Kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu Lidija Mlinarič, ki je zbrane nagovorila v nadaljevanju, pa je vsem zaželela prijetno druženje. Naš kraj bo živel, če se ne bomo spraševali, kaj lahko stori sam kraj za nas, ampak če se bomo vedno znova vprašali, kaj lahko storimo mi za njega. Hvala lepa in lepo druženje. Sledila je otvoritev stojnic. Vsak razred je namreč pripravil veliko zanimivih izdelkov, do koder pač seže domišljija, ki so jih ponujali na stojnicah. Don, povej nam, kaj vse prodajate danes? Danes prodajamo repo, čaj, želja, svečnike, kapice pa piškote. Veliko vsega ste pripravili, ne? Kako dolgo pa ste vse to delali, izdelovali? En teden. Je bilo težko? Ne. Danes pride tudi Miklavž, ne? Ja. Pa bo kaj prinesel vam šolarjem? Ne vem. Kaj recimo si ti od tega vsega napravil? Kapice, zelišča, zelja, pa medenjake pa čaj. Ja? In kaj misliš, kako bo šla prodaja danes? Dobro. Povej nam, se ti bojiš kaj Miklavža oziroma Parkla, ki hodi z njim? Malo. Pride domov tudi? Ja. In kako se ga boš ubranil? Nimam pojma.
Seveda pa niso manjkali niti vroči napitki in palačinke, teh so napekli čez 400, kar pomeni, da so obiskovalcem šle dobro v slast. Vse izdelke so šolarji zamenjali za dobrodelne prispevke, ki so jih namenili šolskemu skladu. Ideja je padla avgusta oziroma junija že na načrtovanju. Dejansko šolski sklad v sodelovanju z društvi v Miklavževo, s krajevno skupnostjo so se odločili, da bo ena skupna prireditev na Miklavževo, kar je tudi prav. In današnja prireditev, predvsem pa stojnice, so dokaz, da smo se dobro pripravili. Taka prireditev, moram reči, da nenazadnje povezuje in šolo, lokalno skupnost, učence in učitelje, med sabo starše in šolo, in lepo je videti tako število danes staršev, starih staršev in tudi nasploh vseh gostov, ki so danes na tej prireditvi. Je takšno miklavževanje tukaj prvič ste ga tako pripravili na veliko, kot je danes? Ja, v bistvu zunaj pa prvič, v povezavi z tem Miklavževim dobrodelnim sejmom oziroma bazarjem je prvič. Smo imeli že pred nekaj leti Miklavžev koncert v dvorani, je pa prvič to tako ob sodelovanju, bi rekel, lokalnih skupnosti, kulturno-turističnega društva, prostovoljnega gasilskega društva, krajevne skupnosti Miklavž in pa šole, je prva taka večja prireditev in zato gre tudi vsem članom teh društev oziroma skupnosti velika zahvala za sodelovanje in pomoč pri organizaciji prireditve. Potem je zbrane obiskal še Miklavž z darili, za katere je poskrbela krajevna skupnost, ni pa obdaril vsakega otroka posebej, pač pa je darila zapakiral v škatle. Tako so vsak razred oziroma vsaka vrtčevska skupina prejeli po eno škatlo. Darila pa so si potem otroci razdelili sami. Vsak je prejel po eno šibo, suho sadje in medenjake. A je verjeti, da šibe miklavški otroci ne potrebujejo, saj so bili zelo pridni. Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož je bila organizator letošnje tematske likovne regijske razstave, ki je na ogled v Beli dvorani Grajske pristave. Otvoritvena slovesnost je bila minuli torek. Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije je letos že 7. leto po vrsti razpisal likovni natečaj, ki k likovnemu ustvarjanju spodbuja likovnike po vseh regijah. Letošnja razpisana tema je bila Oblo in oglato. Vsakoletno določeno temo tako ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnosti ustvarjalnega izražanja. Namen razstave je v bistvu prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.
Sem šel čez majnico, sem slišal ptičke pet lepo, so pile ptičke pesmico, od svoje ljubce grem domov. Znotraj regije je na natečaj prišlo 41 likovnih del. Selektor, akademski slikar Dušan Fišer je za razstavo izbral 27 del, ki so na ogled v Beli dvorani grajske pristave, kjer pa je potekala tudi otvoritvena slovesnost. V kulturnem programu so nastopili člani vokalne skupine Holarmus, zbrane likovnike pa je najprej pozdravila Monika Ivančič-Fajfar, producentka za področje likovne dejavnosti pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Med drugim je povedala: Dosežen. Kot rečeno, to je zadnja v vrsti regijskih razstav, predtem jih je bilo še 9 po celi Sloveniji in mislim, da je to tudi ena taka pomembna ali pa dobra priložnost za likovnike, da se med seboj podružite, da se spoznate, da se tudi malo primerjate, posvetujete, dobite nove ideje, nov navdih, tudi novo motivacijo. In seveda sledi naslednji korak, izbor za državno razstavo, ki bo naslednje leto v galeriji Murska Sobota. In tudi tam bo spet priložnost, da se likovniki, tokrat ne samo iz regije, ampak iz celotne države, zopet spoznate, podružite, vidite, kaj so drugi ustvarili in dobite morda tudi ideje za naprej. Kot vidim na tej, pa tudi na drugih razstavah, ne samo, da ta letošnja tema ponuja izziv ustvarjalcem, ampak vidim tudi, da so marsikdaj neke teme iz preteklih let se počasi ukoreninile in tudi prodirajo v to vašo likovno ustvarjalnost in se mi zdi, da je to tisto, kar bogati ta naš kulturni prostor. Moram sam še poudariti, da se mi zdi zelo pomembno, da tudi te državne razstave, tematske razstave, vedno sprejmejo renomirane galerije, ki so pomembne v državnem smislu, drugo leto, kot rečeno, v galeriji Murska Sobota. In to se mi zdi ta pomemben pokazatelj, da je tudi ljubiteljska ustvarjalnost enakovredno sprejeta strani stroke, strani javnosti in tudi strani ustvarjalcev, da nekako je to en tak korak naprej, na višji nivo in me veseli, da tudi vi, vsi, ki ste tukaj na tej razstavi prisotni, bodisi s svojimi deli ali bodisi tudi kot podporniki, spremljevalci, ljubitelji, publika, tudi take umetnost vedno rabi, da nekako nam kažete to pravo smer, da stopate z nami v to smer in da skupaj gradimo ta projekt, da je vsako leto zanimiv, vsako leto nekaj posebnega in nas združuje v tako velikem številu. V nadaljevanju je spregovoril tudi selektor, akademski slikar Dušan Fišer. Pojasnil je možnosti pristopa k dani temi, oblo in oglato, ki si jo vsak likovnik ima pravico razlagati po svoje, odvisno od lastnega pogleda in čustev. Misel pomeni, da seveda vsak umetnik poskuša na svojsten način pristopati. Pomembno je, tako kot je že Monika omenila, izhodišče, ki v bistvu nas nekako usmeri v to eksperimentalnost, raziskovanje in cilj
Sveda takega natečaja je, da v bistvu nekako izstopimo iz lastnih mej, poskušamo nekako skozi eksperiment svojo ustvarjalnost obrniti v nek nov način, nek nov koncept, skozi katerega potem seveda je rezultat zanimiv. Namreč umetnost ni smisel v tem, da pač posnemamo naravo, je smiselna v tem smislu, da se naučimo nekega metjeja, neke rutine, seveda sama umetnost je pa seveda v tem, da nadgradimo izhodišče skozi lastno idejo. Namreč ključ umetnosti je ideja seveda in potem ta sposobnost realizacije te ideje, ker jo pač moramo konkretizirati, materializirati in seveda, da postane vidna za vse nas, ki pač seveda gledamo in uživamo umetnosti. Na slovesnosti ob odprtju razstave sta bila tudi župan Danijel Vrbnjak in podžupanja Irma Murad. Tako kot za vso ljubiteljsko kulturo je namreč tudi za likovnike v Ormožu dobro poskrbljeno. Delujejo v društvu Likudo, ob podpori javnega sklada za kulturne dejavnosti in domače občine. Zbrane je nagovoril tudi župan. Zdaj tukaj bi se takoj rad zahvalil in pa čestital tudi Barbari in pa njeni ekipe, ki nas vedno preseneča z odličnimi razstavami. Moram reči, da smo jih že kar nekaj v tem letu imeli in da smo lahko spoznali tudi njihovo delo, njihovo izražanje, kar, tako kot je bilo že povedano, smatramo, da je za lokalno skupnost to tudi zelo pomembno. Nekako živimo v krajih, ki je povezano z odlično kulinariko, vini, prelepo naravo, turistične kraje, v katero privabljamo kar nekaj turistov in gledanje kulture, likovno izražanje, kulturno izražanje vsakega umetnika posebej še tvori nek novi pridih, ki je za ta del Slovenije tudi zelo pomemben. Jaz bi se iskreno v imenu občine Ormož zahvalil vsem in pa čestital vsem, ki so kakorkoli pri tej razstavi sodelovali. Z gospodom Fišerjem mogoče smo se spoznala preko podjetja Talum, tam smo ga tudi večkrat videvali, tudi tam smo odlične slike, zbirke, razstave tudi gledali, tako da moram reči, da skozi te oči sem že kar nekaj časa tudi bil tam vpet. Tako da lep večer vam želim v imenu občine Ormož. Želimo si seveda, da še bo več takih razstav pri nas. Tako kot sem že na začetku povedal, izjemno smo ponosni na takšne ljudi, ki so ustvarjajo, ki dajo ljubiteljske kulture tudi več pomena, da se ljudje izražajo, skozi svoje oči pokažejo, kako gledajo na svet, kako gledajo na naravo in pa skozi svoje čustva nekako prikažejo na teh slikah njihovo izražanje. Vsi sodelujoči likovniki iz regije, kar pomeni, da delujejo znotraj izpostav javnega sklada Ormož, Ptuj, Lenart in Slovenska Bistrica, so prejeli priznanja za sodelovanje, ki jih je podelila Barbara Podgorelec, vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož. Razstavo pa je odprl akademski slikar Dušan Fišer. Regijska likovna razstava bo v Beli dvorani grajske pristave na ogled do konca januarja. Športne minute bomo danes posvetili futsalerjem Ptuja in Tomaža, ki nastopajo v prvi slovenski futsal ligi. Pregled športnih dogodkov bomo pričeli za prvo slovensko futsal ligo, kjer je bil odigran 11. krog. Ta je na 4 tekmah ponudil 23 zadetkov. Ptuj Sevnica 1-2. Na tem srečanju je gostovala tudi naša kamera in več o tekmi kasneje. Državni prvak Dobovec je Oplastu iz Kobarida že do odmora nasul 6 zadetkov. Po dvakrat sta zadela Kristjan Čujec in Vedran Matošević. Po enkrat Teo Turk ter Klemen Duščak. Časten zadetek za Oplas je v drugem polčasu prispeval Dani Vulikić.
Zanimivo tekmo so gledalci videli v Škofji Loki, kjer je Stripi 4-3 ugnal Litijo. Junak domače zmage je s 3 doseženimi goli bil Tine Šturm. Za Stripi je zadel še Marko Mohorič. Strelca za goste Marko Bjelčevič 2-krat in Anže Širok 1-krat. Siliko Tomaš 3-3 in pravična delitev točk. V nadaljevanju bomo pokukali tudi na to tekmo našega predstavnika. Za našo kamero smo tokrat gostovali na Ptuju, v športni dvorani Ljudski vrt, kjer sta se v pomembni tekmi glede obstanka v ligi pomerili moštvi Ptuja in Sevnice. Ekipi sta se že srečali v drugem krogu v Sevnici, kjer so presenetljivo z izidom 1-0 slavili Ptujčani po zadetku Tilna Gajserja v 38 minuti. Domači trener Dejan Kraut ni mogel računati na vse razpoložljive moči, saj je kar nekaj igralcev manjkalo zaradi poškodb ter kartonov. Gostje so povedli v 20 minuti, ko je zadel Gregor Pešec, ki je na prelahek način prišel do zaključnega strela in za levico zadel kratek kot vratarja Kevina Cafa, sicer v prvem polčasu najboljšega moža Ptujčanov. Domačini so izenačili v 28 minuti po kazenskem strelu. Odločitev sodnikov je dodobra razburila gostujočega trenerja Mitja Jonteza. Strelec Tilen Gajser, ki je dosegel svoj že 9. zadetek in je trenutno 3. strelec lige. Za domače je bila usodna 38. minuta. Sodnika Dražen Jurič in Rade Kovačič sta prestrogo piskala prekršek Timoteja Kotnika nad Pešcem in sedel je prosti strel, katerega so uspešno izvedli gostje. Med strelce se je vpisal Drobne, kateri je Sevnico po nekaj kriznih tednih popeljal do druge zaporedne zmage. Zanimivo, da so Sevničani zadnji 2 tekmi dobili v gosteh. Najprej z 2-1 v Litiji in zdaj z istim rezultatom še na Ptuju. Tako rekel, mi nismo imeli danes pravo na kiks, bi tem rekli, tako da bom čestitil mojim igralcem za požrtvovalnost, borbenost, super igro. Čestitam tudi Ptuj, se vidi, da je dober del, danes verjetno sem imel slabši dan, ampak tak je šport, koliko se nas oni premagali vsi, smo zdaj mi vrli in ta zmaga nam res dvojno šteje, ampak se pravim, to je samo ena tekma v nizu, katero pač moramo dobiti. Zanimivo je bilo to, da ste vodili 1-0 in visel je gol v zraku za 2-0, potem pa popolnoma preobrat. Ja, to se nam dogaja že v bistvu celo sezono. Mi ne igramo slabo, igramo lepo, ampak vse ste videli, mi ne zabijemo iz ne 100% šans. Ko treba samo še dober dan reči, ne damo, ampak pa si ga pa sami zakuhamo. Ampak kaj ne rečem, fanti, to je želja, to napake se dogaja, če ne bo napak, bo 0-0 tekma, tako da jaz mislim, da vse če bomo samo eno tekmo, samo en gol dobili na tekmi, podpišem takoj do konca sezone. Tokrat ne, da bi strelci bili tudi slabi, 3-4krat okvir vrat, torej kar Fortuna vas danes ni preveč spoštovala, razen pri tem zadnjem zadetku. Ste mogoče videli ta zadnji zadetek, pogled s kamere, nekoliko težje bilo videti napaka vratarja ali bloka, kaj se je zgodilo? Ja, meni se je zdelo, da so vsi utrpli tam v zidu in vratar, se pravim, iz nešanse smo zabili za 2-1, ko smo imeli pa prej veliko lepših priložnosti za 2-1, ampak zgleda, da nas je malo sreča pobožala na koncu, tako da sem vesel in ponosen na ekipo, ki se je res pa je pravilno odzvala tudi po izenačujočem zadetku. Smo težili k tem, da smo strpni, ne pa da zdaj nekaj nas mora zmeriti, ampak igramo svojo igro in na koncu ne se nekaj delno. Seveda smo išli v tekmo, pred tekmo smo šli na zmago. Na koncu žal odhajamo za ničlo, ampak fantje sem rekel, da sem vseeno ponosen na njih, ker danes so odgarali, vidi se, da so vsi dali vse od sebe, do zadnjega toma moči, pa tiste šanse, res, ko smo imeli 2-3, res 100% sami pred golmanom mogli zaključiti, tam povedemo, pa se tekma odvija v drugo smer. Zagotovo je bil velik udarec za vašo ekipo, zadetek prejet praktično tik pred odhodom na odmor. Tisto je bil prvi udarec, ampak ekipa je pokazala karakter, se je vrnila, garala za to izenačenje, potem spet, tako sem že prej povedal, ogromno priložnosti, tudi oni so imeli, tako da je tekma se odvijala v eno pa drugo smer, na koncu pač tokrat žal več sreče na strani Sevnice. Vrnili so nam tisti poraz v prvem kolu, mi pa gremo dalje in bomo videli, kam nas to ponese. Kje je prva priložnost za nove točke, ki so zdaj enostavno prepotrebne, ne? Tako, točke so zdaj enostavno prepotrebne, padli smo na zadnje mesto. V bistvu jaz kot trener sem vedel, da ta ekipa je
se bo borila za obstanek, to, kar smo tudi že napovedali. In zdaj smo v tem, bomo rekel, štrudlu. Po tekmi je prišlo do menjave na trenerski klopi Ptuja. Krauta bo v nadaljevanju sezone zamenjal njegov pomočnik Simon Šabeder. Na vrhniki sta se pomerili ekipe, ki sta letos največkrat remizirali, in tudi tokrat je temu bilo tako. Vrhničani, ki so v prejšnjem krogu šele prvič doživeli poraz v tem prvenstvu, so knjižili že svoj 6. remi, Tomaž pa 3. Ko so zadeli eni, so drugi hitro poravnali in tako je bilo skozi celotno tekmo. Alan Muratagić lepo preigrava in zadev od vratnice v 10. minuti mimo Domna Klenčka in vratarja Tadeja Romiha. Dario Dragosavac, ki počasi prihaja v pravo strelsko formo, je poskrbel za izenačenje na 1. Dejan Kos je začel lepo akcijo, nadaljeval Domen Klenšek, zadev pa že omenjeni Dragosavac. Gostitelji so ponovno povedli v 22. minuti. Tomaž Dragosavac si je na polovici privoščil napako in Muratagić je prestregel žogo ter jo na atraktiven način spravil še mimo Urbana Senekoviča in vratarja Romiha za vodstvo z 2:1. Še v isti minuti so si napako pred svojim golom privoščili domačini in Dejan Kos je bil tisti, ki je z atraktivnim golom kaznoval Focalerje Silika. O delitvi točke je odločala 33. minuta, kjer sta padla še zadnja zadetka. Siliko je zaigral z vratarjem v polju in vratar Nejc Berzelak je slabo podal in Aleš Marot je prestregel žogo ter podal osamljenemu Kosu. Ta je zadev na lahek način. Klenšek je v isti minuti imel lepo priložnost za povišanje prednosti Petelino na 4:2, a je Berzelak zaustavil njegov strel in sledil je bliskoviti protinapad, kjer so domačini v 3 potezah zadeli mrežo Tomaža. Izenačil je Nikola Jandrić. Tako kot smo napovedovali pred tekmo, se je tudi izkazalo, da smo imeli prav težke tekme. Od prve do zadnje minute Tomaž je pokazal kvaliteto, predvsem individualno kvaliteto, da jo imajo, malo prostora rabijo in takoj te kaznujejo, za razliko od nas, kateri rabimo pol igrišča, da damo en gol, tako da oni malo napakico pa to kvalitetno izkoristijo. Razlika med njimi in nami je pač v tem, da oni lažje dosežejo gol kot mi, to je kvaliteta, kateri mi nimamo, katera nam manjka in katera nas tepe celo sezono. In verjetno nas bo do konca sezone tepla. Kar se pa tiče tekme same, mislim, da težka tekma, zahtevna za igrati, pa tudi za voditi. Jaz sem utrujen, kot da sem igral, tako izgleda. Tako da moram pa vseeno biti zadovoljen, nisem zadovoljen po tistem debaklu v Škofja Loki, da smo piko vzeli, tako kot prejšnje tekme, večino prejšnje tekme in mislim, da sem kar zadovoljen. Gremo naprej, piko po piko zbiramo, težko prihajamo do pik, kaj šele do zmage, tako da gremo naprej pa bomo videli, kaj bo. Bila je podobna tekma kot pri njihovem gostovanju, težka tekma, zelo izenačena. Mislim, da prehiter smo jim ponudili, da nam izkoristijo vse naše napake. Matrali smo se, da damo gol, dobili smo ga dvakrat zelo prepocen. Pol smo dobili še tretjega, se nekako hitro vrnili, ampak ni nam uspeli na koncu tekme doseči še en gol. Mislim pa, da je pač izid realen, da smo si pač oboji zaslužili to eno piko. Tako da gremo naprej, naslednji teden nova tekma, pokal. Mislim, da je glede na prikazano po dogajanju na igrišču kar realna zadeva, tale delitev točk. Prvi polčas je domača ekipa odprla malo boljše, mi že po nekaj tradiciji v zadnjem času malo slabše odpiramo tekme, kasneje smo se zbudili, bili v nekih situacijah, smo si pripravili celo 2-3 100% situacije, nažalost nismo zabili. Generalno gledano smo prvi polčas bili mogoče za nijanso 2 boljši in bi morali to razliko mogoče bolj oplemenititi. Nažalost nam v tisti fazi tekme ni uspelo. V drugem polčasu je Siliko spet pritisnil, se pravi spet povedal 2:1. Mi smo potem nekje zadevo skontrolirali, se vrnili v igro, potem tudi povedali 3:2. Nažalost nam je potem zmanjkalo malo koncentracije, malo tudi prevelike želje. V neki situaciji, ko bi lahko zabili na 4:2, smo potem prejeli ta zadetek na izenačenje 3:3. Končnica pa potem potekala na ta način, da sta obe dve ekipi vseeno igrali z nekim limitiranim rizikom, bolj njega dobiti, kot pa ga zabiti. Mi smo ta gol iskali, vsekakor je bilo navodilo igralcem, da to poskušamo delati na nek
koliko se da, ne preveč tvegan način, skratka, da ga ne dobimo, ker vsi se spomnimo naših zadnjih tekem, v končni fazi tudi proti Siliku doma, pa tudi Dovec prejšnjo kolo, ko smo v zadnjih sekundah dobivali in vsekakor si tega danes nismo želeli. Tako da fantom moram čestitati glede tega. Mislim, da smo naredili en izpit, končnico smo odigrali, glede tega boljše, gola nismo prijeli. Nekaj določenih zadev v fazi igre moramo popraviti, generalno gledano pa mislim, da smo se na Siliku korektno pripravili. Njihovo močno kvaliteto, ki imajo z igralcem, se pravi z igralcem vratarjem v polju, smo uspeli kar dobro anulirati. Dejstvo pa je, da lahkih nasprotnikov ali pa lahkih tekmov v prvi SPL, kot vidite, ni. Na vsaki tekmi moraš biti 100%, da lahko upaš na kakšne točke. Pred nami je za pokalno tekmovanje. Skušali se bomo pripraviti na KMN Oplast. Dejstvo pa je, da vemo, da je težko igrati v Kobaridu, mi pa gremo tja z neko željo, da se pravi na tej tekmi ostanemo v igri za napredovanje med 4 v pokalu. Na lestvici suvereno vodi Dobovec z 28 točkami, Škofjeloški Stripi je osamljen na visokem drugem mestu. Siliko je tretji, Litija četrta, Bronx peti. Sledi Tomaž z 9 točkami na 6. mestu, Sevnica je z istim izkupičkom točk kot Tomaž na 7. mestu. Trenutno najslabše kaže Oplastu iz Kobarida in Ptuju. V naslednjem 12. krogu, ki je na sporedu v petek 20. decembra ob 20:30, bo Tomaž Šicbar v Ljutomeru gostil zasedbo Škofjeloškega Stripija. Ptujčane v zadnjem krogu v tem letu čaka gostovanje pri Litiji. Ekipo Tomaža pa ta petek 13. decembra čaka prva tekma četrtfinala pokala Terme Olimija. Povratna tekma, ki bo dala končen odgovor v uvrstitvi ekip na zaključni turnir pokala, bo v petek 17. januarja v Ljutomeru. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric s stoterimi vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Zdi se, da kar drvimo v čas praznikov. V bistvu nas do Božiča loči le še nekaj dni in verjeti je, da je tudi vas že zajelo praznično vzdušje, ki se kaže na vsakem koraku.
In glede na vsa dogajanja bo tudi naša naslednja oddaja že dišala po praznikih. Tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden. Vse lepo vam želimo do takrat.